Za nami je 16. vrh kmetijskih in živilskih podjetij, katerega se je udeležilo 100 predstavnikov podjetij, inštitucij, univerze, ministrstev. Se pravi ljudi, s katerimi naša zbornica redno sodeluje. Vrh vsako leto prinese pregled poslovanja za preteklo leto, zato je tudi umeščen v mesec junij in seveda tiste aktualne teme, o katerih bomo razmišljali celo leto naprej. Se pravi, letos smo imeli področje pametne specializacije, potem krožnega gospodarstva, promocije v okviru izbrane kakovosti. To so tiste teme, ki so res pomembne za prve naslednje mesece. Pri sami proizvodnji hrane se kaže že tretje leto v bistvu izboljšanje in konsolidacija panoge, kar mene veseli. To pomeni, da tudi program, ki ga izvajamo, Zagotovimo si hrano za jutri, to je program, ki velja do leta 2020, tudi vidno preko številk daje rezultate, saj panoga raste, veča se število zaposlenih in tisto, kar je pomembno, raste dobiček. Brez dobička ni denarja za vlaganje v nove tehnologije, v inovativne proizvode, brez tega pa ni uspešne industrije. Nažalost je v samem kmetijstvu stanje težko kot povsod po Evropi. Kaže se, da je prišlo do konca kmetijske politike, ki jo vodimo 50 let, zato ker učinki so napačni. Če je bilo včasih hrane premalo, jo je sedaj preveč, če je bila včasih hrana premalo kvalitetna, je sedaj primerno kvalitetna, če je bila včasih hrana predraga, je sedaj tako podcenjena, da posamezni proizvajalci enostavno, kljub temu, da dobro delajo, več ne morejo živeti. Pri novi kmetijski politiki si bo Slovenija izrazito prizadevala, da tip kmetijstva, ki je značilen za Slovenijo in omogoča poselitev, bo ostal. To pomeni še naprej financiranje ali sofinanciranje proizvodnje tam, kjer je težko kmetovati, sofinanciranje proizvodnje višje standarda, posamezne linije za investicije, mogoče tukaj zlasti za mlade kmete, hkrati pa, da iz prvega stebra, to je steber, ker so neposredna plačila, da se vsaj del sredstva nameni za obvezna zavarovanja tveganj, tako dohodkovnih, tržnih, kakor tudi tveganj, ki so povezane z vremenom. Slovenska živilska industrija pa z njo povezano kmetijstvo je v bistvu v enem zelo tako dinamičnem desetletju. Imeli smo zelo specifične, predvsem vezane na privatizacijane postopke, ki so ekstremno obremenili, pa nekatere podjetja tudi, bi rekel, spravljajo v stečaj, poslovanje. Zdaj pa zadnje 2 leti pa čedalje bolj z neko, bi rekel, verjetnostjo lahko govorimo, da so se stvari normalizirale. Ne moremo govoriti o nekem presežku, da bi to bil nek res zelo, bi rekel, bogat poslovni zid, ampak vidimo, da se nekako oblikuje jedro nosilnih podjetij ali pa nekih dobro delujočih podjetij v vseh velikostnih razredih, od velikih do tudi srednjih in majhnih, ki na nek način generirajo ta pozitiven poslovni zid, kar je fajn. Tudi vidimo, da je nek optimizem v skupnem smislu med podjetji, neka volja, ker je bilo pa dejansko zelo, zelo hudo. Je pa treba v istem stavku povedati, da pa imamo pa, to sem zdaj govoril o celotni živilski industriji, imamo pa posamezne sektorje, kjer pa v verigi so stvari zelo, zelo hude. Mlečni sektor, mlečna veriga, se pravi, imamo zgodovinsko nizke ravni, tudi najbolj svetovno razviti predelovalci mleka zelo, zelo, zelo težko shajajo. Potem drugi sektor, ki ga treba izpostaviti, je predelava sadja ali pa proizvodnja sadja, sadjarski sektor, naravna katastrofa, o kateri se tudi malo govori. Tako da konstantno živilska industrija kljub vsemu tako raznolika po podsektorjih, da je vsaka zgodba v bistvu različna zase. No, pa generalno, globalno, če gledamo celotno slovensko živilsko industrijo, pa rezultat bil ugoden, pozitiven. Slovenska živilsko-predelovalna industrija je res pred velikimi izzivi, ampak če se vprašam, kdaj pa nismo bili. In mislim, da imamo tudi mnogo priložnosti, ki jih moramo izkoristiti. Ogromno dela nas še čaka na promociji naše hrane, dobre hrane. Ogromno dela nas čaka na izvajanju javnih naročil. Tudi tu moramo biti bolj uspešnejši, kot smo. Ogromno dela nas čaka na povezovanju s turizmom, ker tu tudi imamo ogromno priložnosti in možnosti in tukaj mislim, da lahko pokažemo, kakšno dobro hrano proizvajamo v Sloveniji, tudi vsem tistim, ki nas obiščejo. Ker konec koncev kulinarika je eden izmed najpomembnejših, seveda poleg naravnih lepot, ki jih Slovenija definitivno ima, zadev, na katere bi mogli biti bolj ponosni. Slovensko kmetijstvo, slovensko agroživilstvo je res na prelomu. Do sedaj se dogajajo individualne zgodbe, torej posamezno podjetje uspe, ne uspe na račun drugih, tretjih se ne povezuje dol po verigi, ne navzgor do trgovine ali pa premalo. Imamo kar nekaj skupnih zgodb, ampak brez premikov v smislu povezovanja, torej povezovanja po celi verigi in predvsem tudi v sodelovanju z inovacijami, z iskanjem novih znanj,
kolektivnik. To ne pomeni, da podjetje ne bojo med sabo konkurirali, ampak potrebno je postaviti eno identiteto. Slovenska hrana, slovensko agroživilstvo. Ko bo to narejeno kot, bom rekel, politično-ekonomski sistem, šele takrat bodo cene hrane višje, prepoznavnejše, slovenski potrošnik bo zaupal hrani bolj in bo tudi seveda bo raslo tako živilstvo kot tudi kmetijstvo. Zaenkrat vsi igrajo kontra drug drugemu in potrebno bo dejansko izkoristiti to pametno specializacijo, izkoristiti ta sredstva, se organizirati, najti skupne točke, iskati potem razvojne projekte in vidim jih kar nekaj. To se pravi po liniji agroživilske verige, recimo, ne vem, visoka kakovost govedi, slovensko jabolko, slovensko vino, ker to imamo zdaj vse razparcelirano, ali pa seveda tudi posamezne projekti, recimo kot je ekološko kmetijstvo, kot horizontalni ukrep, ali pa ekološki proizvodi, ali pa recimo, ko znanost pride z novimi učinkovinami, z novimi tehnologijami in poskuša preko tega prispevati k dodani vrednosti živilskim podjetjem in tudi cele verigi. Tudi letos nam je Ekotrofelja postregla z izjemnimi proizvodi, ki so jih razvile ekipe študentov. Veseli nas dejstvo, da se je na letošnje tekmovanje prijavilo 6 ekip. Vseh 6 ekip je pripravilo izdelke, ki so bili primerni tudi za degustacijo, z eno izjemo, ker smo dobili tudi en proizvod, ki je iz kategorije embalažnih materialov, biopolimerno folijo. Dejstvo je, da smo veseli in se že veselimo evropskega tekmovanja. Dobili smo zmagovalca letošnjega natečaja Ekotrofelja Slovenija 2016 in to je sladoled z okusom kislega mleka in pa ajde z imenom Ajdova deklica. Gre za izjemen izdelek, izjemno ekoinovacijo. Ekipa študentov prihaja z Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem. Čestitke grejo pa seveda tudi vsem ostalim, tudi drugo-uvrščenemu izdelku, to je čakambuča, in pa tretjeuvrščenemu izdelku pod imenom bombonjera Vida in pa seveda vsem sodelujočim. Tako kot bi rekel Peter Prevc, kakšno vprašanje, ko vprašate, kakšen je občutek po zmagi. Fenomenalen. Zdaj, da bi predstavila mojo ekipo, vsi smo dietetiki, se pravi z Fakultete za vede o zdravju iz Izole, in sicer Tanja, Tjaša in pa Peter. Razvili smo izdelek, sladoledni izdelek, in sicer iz tradicionalnih slovenskih okusov, in sicer ajde in pa kislega mleka, ter ga zapakirali v inovativno embalažo, ki ima izolacijsko funkcijo, in sicer da pač preprečuje topljenje sladoleda in pa da ohranja mikrobiološko varnost. Poleg tega je naša prednost tudi to, da ima izdelek večjo vsebnost kalcija, ker vsebuje mlete jajčne lupine, in sicer pač torej kalcijev karbonat, in pa da je funkcionalno živilo, saj vsebuje bogato hranilno vrednost in pa je večji vir beljakovin. Jaz mislim, da smo lahko zadovoljni za letošnjo udeležbo. Bilo je nekaj novih obrazov, nekaj takšnih, seveda, ki se našega srečanja že tradicionalno udeležujejo in so tudi naši zvesti člani. Vsekakor pa gradimo naše delo naprej na pridobivanju novih članov in seveda tudi na opravljenih aktivnostih za njih. Tudi na vrhu agroživilskega gospodarstva se je pokazalo, da je sektor v dobri kondiciji, da je izjemno izboljšal poslovne rezultate, vendar pa so predstavniki opozorili, da še vedno potrebujemo spremembe tudi v makroekonomskem okolju, da je okolje zelo administrativno omejeno in zablokirano neko normalno poslovanje, da je tukaj davčni primež prevelik in da nenazadnje tudi kontrola kakovosti, transparentnost poslovanja ni ustrezna.